Dobrodošli v Šokcastu. Sem Petra Kalan in to je prvi slovenski podcast, ki ima naslov bolj šokanten od vsebine. Vesela sem, da je danes v moji družbi energijska bombica, zabavljač, glasbenik in človek poln energije, Dejan Dogaja. Ja, sem prav povedala. Prav si povedala. Doskrat pride do problema, ko veš, kako nastopamo po Sloveniji s svojim Dejan Dogaja bandom. Ja, kak te ne tega. Na Facebooku pa na Instagramu še imam vedno nekak Dejan Krajnc, ampak to je dolga zgodba. Se bomo še mogoče prišlo do tega. Ko sem šel na neko svojo pot, sem pa rekel, rabim neko odrsko ime, nek drugi jaz in to je bil Dejan Dogaja in od takrat naprej vedno na odru in dejansko, kar se tiče medijev in kar se tiče nastopov, uporabljam ta Dejan Dogaja, ki mogoče ne veš, mi ga je nadel Jan Plestenjak. Vem, sem naredila svojo raziskavo. Si naredila domačo nalogo. Ja, seveda, da sem. Zdaj kako si začel svojo glasbeno pot? Odkje ta ljubezen do glasbe? Ja, gremo čisto na začetek. Čisto na začetek. Je v bistvu, oče je bil glasbenik, igral v narodno-zabavnem ansamblu Vigret, kitaro, tudi tako ozvučevalec je, bil takrat še bolj, zdaj mečke, ravno zdaj sem prišel za enega eventa, kjer je oče ozvučeval, pa skupaj torej nastopala. Mami ima nižjo glasbeno šolo iz klavirja in pol nekako popelje, če si v Laškem doma, ali greš basket trenirati, ali greš pa v glasbeno šolo, da ti ne boš le trparije po glav. In jaz sem zbral oboje, košarko sem dolgo treniral, potem pa sem hotel igrati klarinet, pa prvo leto ni bilo prostora in sem začel s klavirjem in pol klarinet. Zakaj klarinet? Zato, ker je najboljši prijatelj mojega očeta Franjo Maček, ki je tudi koncertni mojster orkestra Slovenske policije in pa klarinetist v ansamblu Alpski kvintet, bil vedno nekako moj vzor. Res je vadil po cele dneve, res lepo igra, je zdaj vedno pripravljen 100 na uro in pač ta zvok klarineta mi je bil vedno všeč. Zakaj sem pa še klavir šel prej? Zato, ker so mi rekli, če boš imel željo iti na srednjo šolo ali pa na akademijo za glasbo, klavir ti bo vedno prav prišel in na srednji šoli celo rabiš, torej prvi, drugi, tretji, četrti letnik delati nižjo, kao iz klavirja, če imaš pa to že prej nareto, je pa polen predmet manj, tako da mi je še to prišlo. Ja. Prosila sem te, če samo prineseš 3 predmete, ki ti veliko pomenijo, ki te spremljajo, pa če kar poveš, kaj si prinesel, kaj imamo tukaj? Veš, da sem hotel mojega novega kužka Henrija, belega kodrastega bišona, ampak grem naprej na en nastop, tako da tam ga je bolj težko merkati, ker res mečkam pa tako, jaz sem cel svet, in pač ta hrupa to mu najbolj ne paši in pol sem šel kar lepo po vrsti in kot prvo nisem zbral klarineta, kot prvo, veš zakaj ne, zato ker odkar sem od svojega prejšnjega benda od Poskočnik šel na svojo solo pot kot Dejan Dogaja, skupaj s svojim Dejan Dogaja bandom, sem žal, čeprav sem skoraj diplomiral, en izpit mi fali iz tega inštrumenta na Ljubljanski akademiji za glasbo, sem se kar mečkim oddalil od tega inštrumenta, zato ker zdaj smo res v polnem pomenu party band, sem res frontman, res sem vokalist in nekako v naš stil igranja ta res 100% akustičen inštrument nekako, vam rekel, da ne paše, ampak nekako ne funkcionira. Naš oder je glasen, potrebujemo glasne inštrumente, hočemo delati zabave in nekako ta akustičen inštrument najbolj ne paše v našo zasedbo, zato sem pa kot prvo zbral tile 2 moji jakni. Ena je modra, ena je črna, obe imajo kar nekaj našitkov, imam še kar nekaj badgetov, ki so mi popadali v zadnjem času, moram tako nove nabaviti. In te jakne mi res veliko pomenijo. Zakaj? Zato, ker jih nosim, odkar smo bili takrat s Poskočnimi bolj razpoznavni in zdaj prav na vseh javnih nastopih. Torej, kadar igramo poroko ali pa maturanca ali pa kakšen bolj zaprti tip dogodka, smo ponovadi upedenani lepo črno-belo, metuljček, tako kot mora biti. Ko pa imamo te javne nastope, smo pa bolj odpičeni, rečem, imamo tako pogovorno, rečem, da fanti danes smo črno-belo, v soboto igramo pa open zadevo, veselico ali pa kak event, imamo pa party cote. To je pri nas tako interni zaradi party cote. In to pomeni pri meni, najrajši imam kakšne visoke čevlje, potem kavbojke in če začnem z modro jakno, imam ponovno črne kavbojke in če začnem z modro jakno, imam črne in če začnem z črno jakno, imam modre kavbojke. In to sem si še vse prilagodil, da so noter
vidiš tele obročki, tu pride noter slušalke za in-ear, da me ne moti, kako vse to pleše, da je vedno na svojem mestu. In dejansko tile dve jakni, vsak špil imam bedve, dokler jaz toliko švicam na teh nastopih, to, ko končamo, to je skole obesen, ki je v backstage in to kar kaplav tega, kavbojke lahko žamem in dejansko jaz bi rekel, da so tele jakne dale čez več kot 1000 nastopov. In še vedno jih uporabljam, res so mi ljube in ne vem, koliko se bom čustveno odvezil, ko bom kdaj mogel menjati, ker res mi veliko pomenijo. Nekako varno se počutim meni. Veš, ko imaš kakšno bedno majico ali pa bedne hlače, ampak tebi so toliko fajne, da jih za dobeno ceno ne bi menil, pa čeprav so neke čist pocenske zadeve. No, to so ti dve moje jakni, ki me spremljajo že res dolgo in upam, da mi bo še dolgo. Pa tretji predmet? Torej, prvi je, rečemo za drugega, sem zbral klarinetek, ne? Sem celo nove jeziče, gor še lahko zašpilal. No, daj. To je bil, jaz sem gor zrastel z narodno zabavno glasbo, čeprav zdaj delam, žuram, z bendom prodajamo čist drugačen tip glasbe, torej res tisto aktualno glasbo v Sloveniji, naše komade, tujo glasbo, kjer se res žura, sem pa nekako zarastel gor z Avsenikom in to je bil Avsenikov pastirček, ki je tako res priljubljen pri klarinetistih, tako da vsi tisti, ki špilate harmoniko, frajtonarco, to ne pomeni, da ne boste mogli kdaj igrati tudi elektrike in na polno skakati pred drugimi, kajti narodno zabavna glasba se mi zdi, da je tista res naša, slovenska in dajmo se te glasbene arhitekture držati. Kar se tiče pa tretjega predmeta, se pa nekako nisem mogel odločiti. Ali je to moja frizura? Jaz sem kar pričakovala. Ali je to moja frizura, ki je dala pa več kot 1000 nastopov skozi, že prednje bila te jakna, pa se še kar dobro drži, ali pa je to dejansko avto, ker jaz si ne predstavljam, kako bi lahko živel brez avtomobila. Imam sreč tudi že vrsto let super sponzorje, Avtohiša Autorajks prek Murja, ki mi nekako pomagajo pri teh vozilih, da je pač vedno varno, vedno novo, ker pač dejansko živim v avtu. Jaz imam zelo v avtu spakirane obleke za cel vikend naprej, ker zdaj sem imel nastop v Laškem, zdaj sem tu pri tebi, zvečer Kočevje, drug dan Petrovče, naslednji dan Bohinj in še naslednji dan do konca vikenda Goriška Brda, tako da bo res nek nastop, pa mečkem počivamo. Ne? In tako da nekako ne si tretje mesto delita moja frizura in pa ključi avtomobila. No, ne moramo imeti te tvoje kultne frizure. Ja, kaj sigurno. vse se je že dogajalo z njo? Tudi bila je dobrodelna, friziral si jo na Triglavu, če se ne motim. Ja, čisto vse, kar se da s temi lasmi narediti, sem že naredil in še vedno stojijo po konci. Jaz bom rekel, da ta frizura, mogoče že zdaj majčkem pase. Ne bom rekel, da ni, je. Ampak, ko sem se to jaz spomnil, z enim kolegom Patrikom, ki zdaj živi v Švici, smo šli k frizerju, ker smo oba dva imela te Justin Bieber frizure, mečke čez en uč. Ja. In vsi so mi že govorili, pa dej, to že ni več moderno 5 let, dej to nekaj spremeni. In res, jaz gremo frizerju, se ob strani obrijema in tu si gor mečkem postiva. In raste, on se vmes ostrigel, men pa kar rastel. In to je začnem mečkem po konc postavljati in rastel, jaz sem še kar po koncu postavljal. In mene je bilo strah, da to bo všeč samo mladini, da sploh takrat, ko smo bili res v narodno zabavni glasbi, da starejši se moji pa zgražali. In ne boš verjela, pol je po mojem bil v enem momentu ravno kontraefekt. Starejši mi je bilo ful všeč lega simpatičnega fanta, malo si upam mladini pa lega, kaj tega frajere, kaj se nosi. Ampak jaz s tem nisem hotel nositi, ampak želel sem ustvariti nek svoj prepoznavni znak, tako kot ima Slash svoj klobuk, tako kot ima, ne vem, marsikateri pevec neke svoje variante, svoje obleke in se mi zdi, da je prav, da ima v življenju nekaj svojega. Ne? Seveda, v prvi vrsti je kot glasbenik svoja glasba, da je razpoznavna, pa tudi kako se človek obleče,
kak človek nastopa, kakšna bombica energije oziroma umirjena akustična zadeva je. In jaz sem se pač odločil za to divjo zadevo, zato so pol tudi prišli tatuji. Ja, ta frizura se mi zdi, ti lasje so bili po mojem najdražja prodana frizura v Sloveniji. Več kot 15 000 evrov se je zbrali v dobrodelne namene, ko sem zbiral za otroke, ki jim starši niso mogli nekako privoščiti božično-novoletnega darila, in takrat z tiste akcije to uspelo. Če se spomnim, sta te mami noči postrigla. Ja, bilo je že... A je bilo z užitkom, ko je mami to? Ja, bilo je zelo zanimiva zgodba. Vse je že bilo zmenjeno z bivšim predsednikom države, ampak mu je zadnjem času letel neko potovanje v tujino in ni mogel. In takrat... Govorimo o Borutu Pahorju. Ja, tako. Bilo je že vse zmenjeno, ampak pol zadnji čas ni mogel. In sem rekel, ja nič, kaj zdaj, lahko moja frizerka pride, ampak je rekla, jaz zdaj ne bi bila pred kamero, ni to moj namen. Sem rekel, je pa najbolj simpatično, če res to naredita oče in mami, in badva sta to naredila. Res ful so mi pomagali pri Prijatelju Zvezde mladine Slovenije, pri promociji, dosti mi je pomagal tudi RTV, tako da smo bili res en dober paket. Tudi to dobrodelno akcijo, ki ste rekli, hashtag ni vse v frizuri. Ja, ni vse v frizuri, sem si vtetoviral v svojo roko in sem vesel, da se je to takrat zgodilo. In se mi zdi, da tudi takrat se je nekako, ne bom rekel, da je začela ustvarjati moja nova zgodba, nekako se je začela podirati prejšnja, pa sestavljati nova. Milijon enih vprašanj, zakaj. Jaz sem takrat mislil, da bom do konca v prejšnjem bendu, ampak vidim, da se v življenju lahko marsikaj spremeni. Rečem tako, če gremo to na bolj človeške odnose, če nek fant, punca, če nek mož, žena nista za skupaj, pa kljub temu, da imata, rečemo, naraščaj, je mogoče boljše, da gresta na razen, ker tako kot pri nas z prejšnjim bendom. Komadi so ostali, to so naši otroci, se bojo večno pel, upam, da se bojo večno pel, vsaj Adijama dan imamo občutek, da se bo večno pela. Pa greš naprej in jaz sem si sestavil nov bend, sem zelo vesel, da imam dva Primorca, dva Notranjca, torej sem šel malo stran iz štajerskih okvirjev, tudi ekipa, ki me dela, je gorenska, tako da smo Štajerci, Gorenci, Notranjci pa Primorci, dobro se zastopimo, res veliko igramo, se mi zdi, da igramo celo več kot prej, tako da nekako se je postavil na svoje mesto tako, kot se je mogel. Čeprav Mars do takrat ni verjel, šel sem iz enega zadnjega sestanka z pokroviteljskim trpljanjem po rami, bo čas že pokazal. Aha, si se to ti odločil, da greš stran? Tako bom rekel, odločitev na začetku ne bi bila nikoli moja, tako sem prej rekel, da za večno bom tam ostal, ampak pa ko vidiš, da res ne gre več, se nekako skupne, se nekako najdeš in narediš tisto, kar je prav, ampak se mi zdi, da nihče ni verjel, da... Pa so bili to težki časi zate? Ja, sigurno, ker ne bom si zatiskal oči, nismo se razšli kot prijatelji, žal, in marsikdo ni verjel, da bo meni uspel mogoče celo boljš kot kakšnemu drugemu, ampak se mi zdi, da sem med tem, to se vse zgodilo med korono. Jaz sem šel stran od benda, pa še par težkih stvari, ki bilo povezani s tem, potem sestaviti nov bend, najditi prvi nov single, ki bo nekako privlačil, zvaditi 6, 7, 8 urni program, ki ga bomo, upam, da čim prej takrat korone konce začeli prodajati. Mislim, da sem vse to naredil v stvareh, ki načeloma delajo ljudje po več let, smo naredili v 3-4 mesecih in stvar funkcionira še danes. Tako da, čeprav so bili hitri temelji, izgleda, da so bili trni in pristni. Se pravi, zaprla so se ena vrata, odprle pa 3 nove, tako da sem res vesel. Drugače pa si, kot sem prej omenila, taka energijska bombica, od kje vsaj ta energija? Imaš že od vedno, kako jo krotiš? V bistvu jo moraš verjetno kar krotiti. Ja, koliko se pač pogovarjam s svojimi starši, sem bil vedno, ne bom rekel, da je problematičen otrok, ampak sem bil vedno tisti otrok, ki je bil na geju, ki je bil razposajen, ki je, če je kakšen čarovnik na morju, veš, ko čarajo, kdo se javi, sem se jaz javil, ko je bilo treba skočiti prvi vodo, sem jaz prvi, ko je bilo treba, ko je bila cela baljnica sladoleda, nas pa 5 sem jaz kar celo vzel, pač tako, pozitivno navihan, bom rekel. In se mi zdi, to se mi je držalo. Se mi zdi, da se umerjam, drugače sem jaz tako, če igramo cel vikend, je pol v ponedeljek moja nedelja, dolg spim, pojem kaj dobrega, grem v savno, zvečer v kino in pol še enkrat dolg spim in pol nekako tork popoldne lahko začnem. Ja, predvsem zaradi glasu. Glas je mišica,
prav tako kot vsaka izmed nas, oziroma grlo, ne, in vse, kar je tu noter oblikovano, da tvorimo naš govor, da lahko pojemo. In edina res stvar, ki funkcionira, kako spočiti glas, če si sploh zahripan, oziroma če si ob glas, ženske imajo tu še imate večji problem, ker pač se vam še prej zgodijo vozlički kot pri moških, in edini pravi način, kako pozdraviti zadevo, je počitek, oziroma spanje in biti tiho. Ne. Potem ta surova jajca, pa to ni nič. To je na kratek rok. Probal sem na svetu čisto vse. Naprimer, zadnji teden preteklega leta smo z mojim bendom igrali vsak dan, celo 2-krat na dan. In vse veš, zima še zboliš, kakšno pljučnico fašeš oziroma vročino. Jaz sem se res en teden, oziroma mislim, da smo imeli 10 dni vsak dan nastop, pa 5 dni od tega še po 2 na dan. Jaz sem živel na lekadolih, živel na granobilih, na onih praških, na vsem, kar obstaja. Jaz po mojem sem tistem tednu, ampak drugače ne bi šlo. Vse vem, da to ni zdravo, to ni na dolgi rok, ampak pol, ko smo Silvestra odigrali na Bledu, ko sem se prvega jaz budil, jaz nisem mogel niti zakašljati, nič. In takrat sem res vedel, da to pa narediš še 3-krat, 4-krat v življenju, pa boš obglasne. In pač se mi zdi, da to je treba paziti. Takrat, ko ni treba upiti, ne upiti. Takrat, ko je pa treba povedati, ampak tudi takrat se treba mečkem paziti, sploh če je količina nastopa velika. Zdaj že prej v začetku sva omenila ta tvoj vzdevek Dejan Dogaja. Jan Plestenjak je imel prste obes, kako je prišlo do tega imena? Jan je bil sploh v času, ko je bila korona, in ko sem menil, ko sem šel na svojo solo pot in pri prvem komadu, pa tudi pri drugem, vsakem naslednjem, nam rekel, da je on vse to naredil, ampak je bil en tak človek, ko sem mu zaupal, ko sem mu pokazal, sem rekel, kaj pa ti misliš, kaj bi popravil, kaj pa to. In jaz sem res to neko ime sem rabil. In enkrat sem šel do njega, sva spila flaško dobrega vina, in pa sem ga vprašal, Jan, jaz sem Dejan Krajnc, ampak za na oder nekaj rabim. In on res tako, Dejan Dogaja. Pa rečem, kje pa to? A se ne sliši kul? Dejansko besedo Dogaja imamo na vsakodnevnem besednjaku. Rekel, povsod si na TV, si na radio, si na Špilu, si na Gorenjskem, si na Štajerskem, greš nekam na potovanje. Povsod skozi ti Dogaja, in se mi zdi, da to niti ni ime, to je dejansko opis tebe. Tako da sem rekel, a lahko to imam, meni se res dobro zdi, izvoli. In od takrat dalje sem se kar sparjaznil na to potom. In smo te sprejeli za svojega. Ja, upam, da. Glih zdaj sem imel en nastop na akciji Deželaki junake, in bilo je v Laškem res ogromno otrok, mislim, da več kot 300, in mi je prav všeč, ko si pojejo Adijo, madam hula falu, nenormalno, lepo manekenko, pomaranče, tako naprej. Se mi zdi, da in ko sva se šla z Deželakom igrcov, jaz rečem Deželak, vi onak, in polom ponovi Dejan vi Dogaja, in se mi zdi, da dejansko otroci, pa tudi starejši, so si zapomnili. Na začetku je Dogaja, ampak ostali je, in to je najbolj važno. Malo sem pobrskala, kaj vse se piše na naših spletnih portalih, tebe res od da vem, vzpona na Trboveljski dimnik. To je bilo dobro. Najvišji dimnik v Evropi je to. In v glavnem, ena punca meni delala eno sliko, ko so tako žebli, veš, in pol z cvirnom prepletenom prije tvoj obraz. In mi je prinesla domov, in kavica gor, kavica dol, in je rekla, da ali gre, ali da je bila. Mislim, da je bila. Sem rekel, da je tu, jaz imam rad take. In jaz skličem tega gospoda, in je rekel, Dejan, veš, to pa zdrževalna dela, to se ne gre tako. In pol je nekako v kratkem času prišla prilika, in smo šli gor, in bilo res noro, to res prvoščem vsakem probano. A imaš še kakšen tak ekstremni podvig v planu, da to pride kar tako na hitro pri tebi? Se mi zdi, da najbolj ekstremni podvigi pri meni so bili spontani. Skočil sem z aviona, bungee jumping, šel na Trbovski raufing, kaj še imamo. Imaš kakšno tako željo? A veš, da dobena prav ni bila to nekak želja, ampak ko sem zvedel za nekaj, sem to tudi takoj naredil. In se mi zdi, da sem tak človek momenta, ampak
pri meni dosti ljudi misli, da sem neurejen, da doma nimam, mislim, ne, da nimam pospravljen, pač tako, da sem bolj frflast, ampak mogoče tako delujem, ampak ne, jaz imam res fejst organiziran, jaz imam vsako stvar, ki moram v dnevu narediti, imam v telefonu zapisano po urah zraven, naprimer, sem imel Petra iz Instagrama, gor imaš pogovor, znam telefonsko, vse imam urejen, ker se mi zdi, da če ne bi imel tega, bi bil pa res tisto frflast in bi se po mojem zgubil vseh, tako da hvala telefonskim koledarjem, ki lahko zapišeš in zbrišeš, ko je konc. In pol, ko je konc dela, vse, ali kako stvar predstavim, na kakšen dan kasneje, ali pa zbrišem, kar sem naredil in to je to. Plukta. Kako pa kaj v tvojem zasebnem življenju? Tudi to sem opazila, da si zaljubljen, nekaj si celo brala, da boš zidal hišo. Ja, kaj se kaj tam dogaja? Ja, glih zdaj sem plačal račun za geodeta, ne. Je bilo krasen, da se je že začel, ne. Ja, rad, jaz živim čisto ob vodi v Laškem, prvi red odmora. Res na balkončku, ko gledaš dol, se počutiš, kot da bi bil na morju. No, Savinja teče, res krasni. Imamo znam še glih to prostora, da se mi zdi, da bi lahko postavil še eno hiško, zdaj to računamo, če bi šlo nekaj, bi bilo treba mečkem podred, pa nekaj. In po mojem bom to naredil, ker se mi zdi, da jaz bi rad ustal v Laškem. In zdaj se bom to počasilo, to ni to ono, da mora biti takoj, ampak bo. Pol kaj trenutno, ja, hvala, zaljubljen sem. Član 4-nožni. Ja, pol kuška, pol zdajle naslednji teden imam izpit za prvo stopnjo someljeja, tako da bom tudi strokovnjak na področju vina, čeprav sem z Laškega in pijem laško pivo, tako da, ja, se mi zdi, da nekako življenje stopnjuje nek moj tempo, ki sem si ga vedno želel. Veliko hodim tudi na koncerte, z enim tvojim žlahtnikom smo bila pretekli teden na Motley Crue, pa na Def Leppard Top, zdaj gremo na Sum 41, pa gremo na Pink, pa gremo na Blink-182, pa gremo na Bruce Springsteen. Veliko hodim na koncerte, se mi zdi, da to ni sam neko momentalno doživeti, ampak grem na dejansko neko predavanje, kako postati boljši glasbenik. Gledaš res uspešne velike zvezde, kako stvari strežejo. Seveda je treba te njihove milijonske budžete prilagoditi slovenskim razmeram, ampak se mi zdi, da če sam kakšno stvar vzameš od tega in jo nekako prilagodi, zna zelo dobro funkcionira tudi pri nas. Zdaj, na najni intervju si se kar hitro odzval, sam urejaš vse te odnose z mediji? Ja, dejansko jaz bi bil PR-ovec, če ne bi bil glasbenik. Do nedavnega sem to vse sam počel, zato ker imam čut, se mi zdi, novinarji imajo radi, jaz imam rad njih, zato ker rad debatiram. Dejansko imam vso to bazo nekako pripravljeno, ampak nekako, jaz to ne bi počel sam za sebe, jaz bi to počel tudi za druge, ampak nekako kot nek glasbenik, nek frontman, težko zdaj, a bi mi Magnifica pa dala naslovnice. Mislim, sploh te velike, kamot bi lahko to delo, ampak nekaj se mi zdi, da je rajš ta čas posvetim glasbi in so se to s punco zmenila, da to bo ona počela in to zdaj Kjara ful dobro počne. PR Bajta smo si dali ime in dejansko delamo in zaupajo nam eni iz najbolj popularnih slovenskih glasbenikov, več kot 25 jih imamo pod sabo, tudi druge stvari že delamo in se mi zdi, da res nekako gre v pravo smer, vse to, kar sem tudi želel početi, tako da, kar se pa tiče teh se mi zdi bolj takih, še vedno sem pa mečken tega, imam jaz noter in še vedno, jaz pa se zelo hit zmenila. Jaz sem on tip, ki rad takoj odpiše, vsakemu. Ker če ne takoj odpišem, pozabim. Čisto iz tega preprostega elementa, oziroma odprem pa si moram spet dati nazaj pod unread, da slučajno ne bom spregledal. In se mi zdi, pa itak si že pogledal, odpiš, če je pa kakšna bedarija, pa jo pač prezri, ni stvar. In se mi zdi, da na tak način jaz funkcioniram prav pa vsaki stvari. Dajmo narediti zdaj, pa dajmo pol raje iti na pivo ali pa na vino, pa kaj dobrega pojesti ali pa vstavno, ker se mi zdi, da dosti ljudi ima to neki v sebi, da ne bom odpisal zdaj sam zato, da bom cool izpadel, da ni nedostopen. Nabijem, v glavnem, res ne maram takih ljudi. No? In se mi zdi, da rad sem obdan s podobnimi ljudmi, kot sem jaz. Med korono sem zgubil ful prijateljev, res veliko prijateljev, ampak sem prav vesel, da se je to zgodilo, ker se mi zdi, da vsako življenje, ti si mi tudi povedala, si imela probleme v življenju, vsakih ima od nas in tudi jaz sem imel en velik problem, ki še ni rešen, upam, da bo kdaj. Tako da se mi zdi, da
moraš si najti ljudi, ki so podobni s tistimi Ki jadrskimi. te dvigujejo. Ja, rabiš znance, rabiš tiste, ki lahko tu pa tam kakšno reče z njimi. Tistih prav dobrih prijateljev pa itak ne rabiš veliko življenja, zato ker za dobrega prijatelja moraš imeti čas. Če ti nimaš in obratno, ne? Ja. Če ta dan ne najdeta nekega skupnega časa, pol je težko sta dosti dobra prijatelja. Žitek imaš družino, imaš partnerja, imaš psa, imaš musko, imaš posel. In pa zelo malo časa že ostane. In se mi zdi, da tisti čas je treba res kvalitetno preživeti z tisto nek oskim krogom ljudi. Ne rabiš to prijatelj. Trije ta pravi so čist dosti. Ja, Glave. No, zdaj, da ne bomo takega klasičnega vprašanja, kje si vidiš v prihodnosti, pa to sem jaz pripravila 3 časopisne naslove, ki boš povedal, je kakšna možnost, da jih bomo kdaj brali o tebi. Aha, veš kaj, par je bilo tudi čudnih naslovov, sem prebral. Naprimer, dostkrat sem bil gej. Aha, Ja, te so mi najbolj zanimivi. Ne? prav naslov je bil. Ja, prav mislim, da z 2 slovenskimi pevcem, enkrat z enim, enkrat pa z drugim. Kao. Jaz se to združim z geji, zato ker so mi kul ljudje. Zato ker, mislim, to je tako bi rekel, da zdaj pa se ne sme združiti s ciganom, črnca pa z gejem. Ne? Zakaj? Zakaj? Mislim, to je čist, mislim, jaz imam prav rad, da kakšen mečken drugačen tip pride na moj nastop. Pa te takšni naslovi vržejo stira ali pa si kdaj jezen. Veš kaj, ko sem bil, veš, daj me je, daj sem bil res tako malo sezut zaradi naslova, taki ne, to so mi res smešni naslovi. Ko sem bil prvič tako mečkem bolj upleten na velike vdaje, torej ko sem plesal v šovu Zvezde plešejo, ko sem zdaj veš po prvi vdaji, ko pričakuješ odzive in pol bereš te portale. Ja, jaz nisem vedel, jaz mislim, pa ko sem res tok za nič. A sem res tok za nič, najraž bi prodal vse, kar imaš in grem delati v najbližjo mesnico z vsem spoštovanjem do tega posla, kjer bom pač delal od 7 do 3 in pred 7 pa po 3 ne bom razmišljal o poslu, pa bom sam dejan. Pa to so bili članki ali spletni komentarji? Spletni komentarji povezani s Bereš članki. Veš kaj, dosti stvari je pa tudi življenje, ko se mi zdi, da pride spet kakšen naduvane strani, ki reče, meni pa vse in kaj drugi piše o meni, jaz pa nikoli nič ne preberem. Ma komu ti lažeš? No, vsak prebere kaj vse. Zakaj? Zato, ker smo ljudje tako naredi. Če nam bi bilo vse in kaj si drugi mislijo o nas, je pol ne bi bil glasbenik, pol ne bi bil filmski igralec, sploh kar je pač kot neka javna figura, pol ne bi bil nič od tega, ker če ti je vse in kaj si drugi mislijo o tebi, pol ne vem, najbrž ni kul, če pač neko stvar naredi slabo, pa ti za tisto slabo reče ljudje, no to pa pazi, ne? Ja, upoštevi na svet, če so pa to redi s tem ljudem, ki to komentirajo, rečem couchsurferi, ne? Ki pač so se sprijaznili med življenjem, nič ni uspelo, sicer niso tudi nič veliko naredili za to, da bi jim kaj uspelo, in pač je njihova najlažji način, kako priti do koga, se ga dotakniti, ga užaliti na ta komentar. Podobno kot kakšni varnostniki na kakšnih eventih, ko dobi. Ne pravim, da so veliki varnostniki, zelo dobrih, ampak ko da tisto jopco gor, zdaj pa misli, da je on boki batina. No dobro, jaz sem Gremo, pripravila 3 take zelo pozitivne naslove. Šteh je redkih. Torej, Dejan Dogaja prepričal Slovenijo, zastopal nas bo na Evroviziji. A je to opcija? Mora pa na hitro, ko mi že mahajo. Da smo že ko. Ja. Zelo na kratko. Ful sem si želel, pol pa sem dejansko prišel do nekega razmišljanja, da to je bolj dejansko za res avtorske bende, kot so Joker Out, kot so Murphy, kot so Mi2, kot so Shankruk, veš, ki je izključno igral. In si nisem več želel. Zdaj pa me spet ten hype zagrabil in ja, želim si zastopati Slovenijo na Eurosongu. Ok, torej kljukca, da. Mislim, kljukca ni, kljukca si želi si. Želiš si ta naslov. Ja, tako želim si ga. Torej, drugi naslov. Novo pečeni očka Dejan Kranjc je vzel očetovski dopust. Bomo to kdaj prebrali? Sigurno, pa ne enkrat, večkrat. 2, če bo pa vse posreč, pa 3. Pa 3 pese, pa ograjo, koliko bajte pa.
Kaj pa tale Guinnessov rekorder, Dejan Dogaja z najvišjo rakezo na svetu? A si že preveril, kakšen je rekord? Ljudje pošiljajo, kakšne tu je res skoraj nemogoče, ker to praktično tule ne bi mogla sedeti. Ne? To so, mislim, da en črnci, ki ima to res 1,5 metra v zrak, ne? To najbrž ni praktično, jaz to mojo frizuro lahko grem povsod, tudi spim z njo, pa jutrista. Sem pa že tudi večkrat razmišljal o kakšnem Guinnessove knjige. No, viš, take stvari mene zanimajo. Zanimajo me stvari in ja, Eurosong me bolj zanima, pa otroci me bolj zanimajo. Tudi bi rad pa kak Guinnessov rekord podaril, pa ni nujno, kar se tiče muske pa frizure, ne vem, da sem največ avtov ravno parkiral. Ne vem, da bi lahko rekel, jaz pa imam en Guinnessov naslov in tudi to bi rad naredil. No, upam, da bomo kdaj pisali v tebi v takem kontekstu. Hvala, da si vzel čas, lahko bi klepetala očitno še dolgo. Tako da upam, da se še kdaj vidimo. Ja, Petra, hvala za povabilo, Petka, in upam, da smo se dobro imeli, tako v teh dobrih 20 minut, da smo kaj dobrega povedali, pa da boste čim manj slabih komentarjev pisali po internetu. Obljub. Tako, to je bil Šokcast, hvala, ker ste bili z nami.